Spoštovani gospod predsednik, gospod Škofa, kardinal Mistranti, pa drugi ljudje dobre volje, ki se v srcu strinjamo. Dobrodošli v Studio City in Village, prenovljeno oddajo skoraj informativnega programa, kjer spodbujamo zmerno kritično, ampak ne preveč, pronicljivo, ampak ne preveč in predvsem uravnotežen debato v mejah spodobnosti in pa poštempljane pogodbe. Nocoj se v oddaji med drugim sprašujemo, ali je pri omejitvah cen naftnih derivatov šlo zgolj za tako imenovane predvolilne bombončke vlade v odhodu in odgovor je ne, ni šlo. Evo, zdaj veste, če ste v dvomih, zdaj veste. Ok, v nadaljevanju se bomo dotaknili vprašanja javnih financ s popolnoma neznanimi, a verodostojnimi strokovnjaki, ekonomisti v kategoriji do 12 let. Bomo debatirali, ali je nekontrolirana poraba proračunskih sredstev v zadnjih 2 letih resno ogrozila ekonomsko stabilnost države in odgovor je spet, seveda, odločen ne. Tako da zdaj res sploh ne rabite gledati, razen če ste nek levičarski provokator, ki pač rad postavlja brezvezna vprašanja samo zato, da mu potem lahko razložimo, da pač nima prav, a je v redu, Erika Žnidaršič in ostali. Ok, pravijo, da je Leonardo da Vinci enako dobro pisal z levo kot z desno roko in če je za največjega genija in najpopularnejšo ninja želo tovrstno uravnoteženost dovolj dobra, zakaj ne bi bila tudi za naše kaviar novinarje? Ok, v nadaljevanju bomo raziskali, zakaj levica nima prihodnosti, kaj narobe z levico in pa zakaj je največ nesreč pri zavijanju v levo. Spregovorili bomo tudi o aktualnih problemih druge svetovne vojne, v novi rubriki pa bomo pričali spopadu neplačanih komentatorjev in plačanih kolumnistov. Čas je za novi Studio City in Village, se vidimo po oglasih na isti sceni, na istem kanalu, z istim besedilom. Ne živi Slovenija! Čakaj, ključe imam, denarnico imam, telefon imam, sem kaj pozabil. Ja, a subscribe si se? Točno, viš, to sem pa pozabil. Takoj naredil, da ne pozabim, ja.